Čudeno me je pogledala in odgovorila, da je že povabila svojega bivšega partnerja, s katerim imata vsako leto tradicijo, da skupaj večerjata, potem pa odpirata darila. What? Jaz pa naj bi bil povabljen šele po večerji in po odpiranju daril. Čakava? Razumem, da sta bila skupaj 5 let, ampak se mi zdi malo čudno, da na božično večerjo raje povabiš bivšega, kot pa trenutnega partnerja. Ok, definitivno obsojam. A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In dobrodošli v novi epizodi podcasta A ti to resno? Božič, Jaz sem novo že leto. takole praznično oblečena, če ne gledaš videa, imam božično kapco gor, pa božično jopco, bom tako rekla. To kapco bi mogla imeti Maša gor, by the way. Ful grdo zgleda. Lej, sploh nam nič rekla, Nina se mi je smejala, mislim, da ta njen smeh je vse povedal, tako da te kapice na meni ne bo. Ampak imam pa en, sicer ni čist božičen pulover. To ni božičen pulover, sploh rožo imaš gor. Kaj je Je- pomlad? Ne, čakaj mal, je zelen kot smreka, božična smreka. Tako da vsaj mal je podoben enemu Mene božičnemu. zeleno spomne na pomlad, na cvetenje, cvetlice, whatever. Mene pa tako odvisno, ker letni čas je. Zdaj, če bi govorili marca, ja mogoče, če pa govorimo tako decembra, me pa zelena spomne na božično jelko. Evo, Ok, lej. no comment. Ja, to je tvoja interpretacija, v redu. Ok, zadnja epizoda v mesecu. Ja, kar pomeni, da je seveda spet božična, da na koncu se boš le tudi sem nisem, božično praznično verzijo, bo videli, kako bo to šlo, tako da ostam do konca, da to vidiš. Drugač pa, kva sem še hodila reči, ja, je par dni do božiča, naslednji teden v bistvu nimajo nove epizode, tako da zato sem jaz pač že zdaj cela štirkana. Ja, tako da, ja, to je to. Se mi pa zdi, da zgledam kaj škrat v tej kapci. Ej, drugače ti kako paše, visím mislim, definitivno ti bolj paše kot meni. Ja, už dala gor, da preverimo. Ne bomo. Ne rabimo preveriti, smo že videli lastne oči in to je dovolj. Začni, Ok. Nina, začni z božičnimi zgodbami. Ali sem kretenka, ker sem skenslala božič? Jaz sem tista v družini, ki vedno vse organizira. Praznike, druženje, karkoli povezan s tem, vse nekako pristane pri meni. Moj dom je velik in nevtralen, zato sem vsako leto gostiteljica božiča s 15 plus ljudmi. Prijateljica mi je omenila, da od njenega partnerja družina za božič samo normalno poje kosilo in se potem družijo brez drame in cirkusa. To je bilo tako lepo slišati, da sem skoraj začela jokati. Tako da sem rekla možu, naslednje leto ne gostim. Ali ostaneva doma in naročiva hrano, ali pa greva na potovanje. On je bil šokiran, ampak tudi navdušen. Mimogrede sem to omenila staršem in tašči ter tastu in nastala je drama. Kada sem uničila božič, da sem sebična, da jih ločujem od vnukov, da sem pokvarila božič, pa halo, imam brate in sestre, vsi so odrasli, vsi imajo svoj dom, vsi znajo kuhati, ampak nekako se od mene konstantno pričakuje, da sem jaz tista, ki to organizira, oni se pa ne rabijo ukvarjati s hrano, ne rabijo se ukvarjati z ničemer. Tako da, a sem kretenka ali je čas, da pač rečem, dosti je bilo? Jaz absolutno mislim in enoglasno, čas je, da rečeš, Dosti je bilo. Točno Tukaj po moje res Mislim, ni dileme za res. A se moramo res o takih stvarih pogovarjati, ki so mi tako totalno samoumevne. Kje pa piše, da mora vsako leto ena in ista oseba gostiti božič? Res je. Meni se zdi malo žalostno, da dejansko je ona... Kakšne take zgodbe se mi zdijo žalostne, ker zares, ja, kar se tiče naju, sploh ni dileme. Tukaj sploh ne moramo neki ful debatirati v smislu, ja, jaz sem za, ona je proti, kakorkoli že. Ampak Ne. ta punca, boga punca, je pa prišla že do točke, da mora prav pisati, narediti, pa sprašvati ljudi, a je ona kretenka. Ker se njena družina, kakšna je to družina, stari? Pač ko res so se zgleda razvadili, ona je zgleda res dobro naredila, pogostila, njim se, kakor je, a veš, ni se jim bilo treba ukvarjati z ničemer. Ne, Zdaj valjda, pa itak, že da je to, to veš, super, da ne. morajo razmišljati, kako bo pa zdaj, kdo bo prevzel to odgovornost, Točno to, ja, pa Ne, vse saj to. Vse to je velika odgovornost. Jaz se s tem absolutno strinjam. Vsak se želi najbolj potruditi, če ima neke goste za božično večerjo. Pač valjda, moraš pospraviti celo bajto, moraš je to štacuno, skuhati. Tukaj je ona rekla, da jo izčrpa to, ne? Absolutno, pač te izčrpa, ampak če je zdaj tako, če je eno leto pri meni, eno leto pri tebi, je to ok, se nekako enakomerno razporedi med ljudi. Ne? Takole, kakor je pa to, da pač oni zahtevajo oziroma pričakujejo od nje, da bo pa vsako leto gostila ona in da Bogareva enkrat za božič, ne vem, boh nadej, ne sme niti nadopustiti, ker kje bodo pa zdaj oni in ona bo To mi uničila je tako božič. absurdno, tako kot je ona tudi napisala, vsi so odrasli, imajo dom, znajo kuhati.
halo, pač. Lej, mislim, da smo se v prvi decembrski epizodi sva se pogovarjali o tem, tudi ljudje oziroma člani familije so lahko toksični. Definitivno. Ne glede na to, je to tvoja mami ali je to tvoja, ne vem, tašča ali kdorkoli. Prav je, da če je, da jo pač ne odsekaš stran, ampak da postaviš to neko mejo. Ja, in da poveš, kar ji gre realno. Ker res mi zdi, da marsikdo tako mogoče marsikaj prenaša od svojih staršev ali od kogarkoli, zato ker so pač to starši. Sam ne, tudi starši, to so že rekli, so samo ljudje, tudi oni niso popolni. In ti, ki si otrok, jih valjda postavljaš na ne vem kakšen nivo, to je zate ne vem kaj, tvoja boginja, tvoj ne vem vitez na belem konju. Ampak pol sčasoma, ko pa odrasteš, pa ko si tudi ti pri take starosti, ko bi lahko imel otroke, se malo zaveš, pa dober. Jaz bi lahko imel otroke, pa nimam pojma, kaj delam s svojim lifeom. Mislim, tukaj je absolutno prav, da postaviš neko jasno mejo. Tole je zelo toksična situacija družinska. Zdaj, če bodo oni to razumeli, če ne bodo razumeli, brigate, ponavadi taki ljudje imaš feeling, da se pogovarjaš s steno. To je res, Nima sploh veze, brigate, kaj si oni mislijo, je pa prav, da se ti znaš postaviti sama zase in da pač znaš postaviti neko ta pravo mejo. Tako da jaz tukaj sploh ne bi parlamentirala. Pa kakšen Božič ma urice zalet s tem Božičem. Ja, presežem. Jaz nikoli več, zdaj po tej situaciji sploh nikoli več ne bi gostila, nikoli več. Govorimo tako Božič, govorimo novo leto, govorimo ne vem kakšne praznike državne. Tudi to je ona omenila, da vse je ona, za vse je ona, tisto, ne konc, Pa kakšna freeloader familija je to dobesedno? Freeloaderska familija. Dobesedno freeloaderska familija. Grozen, to, sej, veš kaj je grozen? Grozen je, ker je to tvoja familija. Zdaj, če so to pač neki frendi, neke osebe, od katerih se lahko mogoče malo bolj easy distanciraš, je to še okej. Če pa to familija, pa je to težje. A ste vi tudi imeli kakšno tako toksično situacijo, kdaj? V moji družini, da bi komorkoli to padalo na pamet, da bi kaj tazga prebil, ne. Grozen. Pač hvala Bogu, mislim, da smo kar normalni. V glavnem, greva zdaj, ne bom rekla na lepšo zgodbo, ker lepša ni, ampak ta me je kar malo razjezila zdaj. Razjezila, wow. Zato, ko sem tako, res, kakšno. A je ta moja, da je razjezila? Ok. Moja zaročenka se želi na božično večerjo povabiti svojega bivšega. Ok, ne obsojam, v redu je. Nina. Torej, s punco sva skupaj že skoraj leto dni in letos praznujeva tudi najin prvi skupni božič, ki sem se ga iskreno res veselil. Vprašal sem jo, kje bi si ga želela preživeti, pri mojih starših, njenih, ali bi ga letos praznovala bolj intimno in bi bila sama. Začudeno me je pogledala in odgovorila, da je že povabila svojega bivšega partnerja, s katerim imata vsako leto tradicijo, da skupaj večerjata, potem pa odpirata darila. What? Jaz pa naj bi bil povabljen šele po večerji in po odpiranju daril. Čakava? Razumem, da sta bila skupaj 5 let, ampak se mi zdi malo čudno, da na božično večerjo raje povabiš bivšega kot pa trenutnega partnerja. Ok, definitivno obsojam. Počuti se kot nek dodatek oziroma tretje kolo. To je absurdno. Oh my god, zatrdila mi je, da med njima ni nič in da je to pač samo nekaj, kar počneta vsako leto, ampak vem, da če bi bila obratna situacija in bi jaz povabil svojo bivšo, potem ko bi ona sedela sama doma, ne bi bila najbolj navdušena. Ja, itak da ne. Zdaj sem na točki, ko se sprašujem, če bi bilo morda bolje, da jo samo pustim, ker če sem iskren, se ne gre samo za božič, gre se za to, da se počutim, kot da nisem prioriteta in ne vem, če si želim biti v razmerju, kjer se počutim kot neka rezerva oziroma tretje kolo. Ok, mislim, ne vem, a se on tako nasplošno ful počuta, je to samo en tak incident? Zdaj pa sploh does not matter. Jaz imam s temi bivšimi toliko slabe izkušnje, da presežem ti model. Normalno, da če boš šel ti v zvezo z nekom, da bo tukaj tudi bivši oziroma bivša. Nič ni narobe s tem, ampak da pa ti ohranjaš nek stik svojo bivšo oziroma bivšim, ko si že v nekem novem razmerju, to mi je pa sam tako zelo nespoštljivo. Pa ne pravim, da tukaj je karkoli, da se one dva, ne vem, pogovarjata, pošiljata neke take slike. Vse mi je pač nespoštljivo, mislim, oprosti, ti imaš novega partnerja, novo razmerje in si v stiku s svojim bivšim oziroma bivšo. Ne vem, jaz pa ne vem, če se to čistrinam. Pa kako ti to? Razumem, da imaš otroke skupaj. Ne, tole zdaj ta zgodba specifično, vaša se čist razburla, ona me trgala glavo, likar. Do te zgodbe sploh še prišla nisem. Pač, tako, zdi se mi, kjere zgodbe? Ja, do te, sploh še nisem komentirala, ker me je to toliko razpizdilo zdaj. Ok, da jaz malo komentiram, samo to specifično zgodbo, ta mi je res absurdna, ker to je res
tako, božič je vsem dosti velik praznik, je tako, da si s svojimi ljubljenimi, svojimi najbližjimi in bi sklepil, da je tvoj sedanji partner tvoj najbližji, a ne tvoj bivši partner. Tako da to je res, tudi če sta imela neko tradicijo, le pač prekineš tradicijo, a veš, kaj mislim? Točno to. Totalno. Ali pa pač nisi v zvezi z drugim in ohranjaš to tradicijo s svojim bivšim. Točno to, pač bod samska ali pa bod z bivšim, pač, a ne. Ja, tako da to je moje mnenje in je pa tako, nekaj on napisal zdaj, da prav razmišlja, da bi prekinil z njo. Ne vem, jaz sem ful tak, a veš, jaz ful, zdaj spet, ker ne vemo veliko o njegovem, ne vemo vsega o njegovem razmerju. Zdaj, če se to tako, da se ona splošno počuti kot tretje kolo, da se to konstantno dogaja tudi v drugih situacijah. Jaz sem pa zelo ful, verjamem v to, da če ti začneš neko razmerje z nekom, da moraš tudi delati na tem in da se moraš pogovoriti o stvarih, da moraš komunicirati. In tudi, a je on njej povedal, koliko njega, mislim, se je normalno, logično je, ne vem, zdaj se mi, da ne mogo skomunicirati, no? Ne. Samal. Jaz tudi to na koncu, ker je on napisal, da pač mogoče ne ve, če je sploh še to, oziroma če ne ve, če bi se želel biti v tej zvezi. Jaz se absolutno tukaj z njim strinjam. Ker tudi, če je bila to neka enkratna situacija, vseeno je to tako nespoštljivo, da ti rečeš, ti dni tukaj doma za božič, medtem, ko bom jaz svojim bivšim, s katerima ne vem koliko letno tradicijo odpirala, darila in praznovala, pa tudi, če je bilo to samo za božič. Boli me briga. A razumeš? Pač to je tak disrespekt, to je toliko nespoštljivo, da ja, normalno... To je absurdno. Da prekinem, ta specifična situacija se strinjam z Mašo, ja. Ampak tako, mogoče jaz spet, veš, kar nekaj začnem posplošovati, mogoče se ne osredotočam se preveč na to situacijo, jaz tako nasplošno začnem razmišljati o problemih, veš, kako je treba komunicirati s partnerjem, pa je treba predebatirati stvari, pa probati najti neko rešitev, če ti ta človek res toliko veliko pomeni. To je pač disrespekt. Tole zdaj je pa res tako, mogoče je res rahlo čez mejo. Ja. Katastrofa, zdaj pa odpriva Pandorino skrinjico in mi sam povej, kaj si misliš o tem, da so pač bivši partnerji še vedno prijatelji, kljub temu, da so že v novih zvezah. Ja, mislim, prijatelji. A veš, kakšno je zdaj to prijateljstvo? Tako, da ne vem, naprimer, da se ti z nekom razideš, pa da je to da se na spoštljiv način razideš, da se oba strinjata, da pač to ni več to, da je, ne vem, vajino razmerje mogoče preraslo iz neke romance v neko platonsko zadevo, že tako, a veš, med razmerjem, da sta prišla do te točke, ker to poznam eno kolegico, ona je bila tako s svojim fantom ful dolg časa in pol enostavno ta iskrica izbledela, tudi sploh nista bila neki intimna ful dolg časa, nič, tako, bila sta legit samo kolega v razmerju, sam nista se hotela razideti, ker sta bila toliko dolg časa skupaj in sta bila navezana in pa sta končno se sprijazila s tem, da sta res samo prijatelja in sta bila že znotraj razmerja sam prijatelja, veš kaj mislim? In pa sta se tako razšla in sta imela toliko enega spoštovanja drug do drugega, toliko dolg sta bila konec koncev skupaj, da sta se toliko dobro poznala, da sta dejansko ostala prijatelja. Ampak ok, zdaj mi govorimo ne se prav samo o tem, da sta ona dva zdaj ostala prijatelja, ampak a se ti zdi to pol spoštljivo do novega partnerja? Se pravi, to, da ti z bivšim ostaneš še prijatelj po razhodu, v redu, razumem, ampak to, da ti ohranjaš ta nek stik še vedno, ko si v razmerju z nekom novim. A se ti to zdi fair? Ne vem, odvisen je, kako ti to tudi, ne vem, shendlaš, a ti to osebo pol predstaviš svojemu novemu partnerju, da ta partner dobi občutek, kako se varno počuti v tem celotnem odnosu, pa kako redno zakomuniciraš s tem bivšim, a je to tako, da kar hodita konstantno na pijačke, a je to tako, da staviš da se, ne vem, followata na Instagramu, pa kdaj kaj rečeta, tako čisto prijateljsko, veš kaj mislim? Odvisen, se bi mi zdelo nespoštljivo, da se zdaj ti konstantno slišiš z njim, pa da hoče na pijače, pa žurati vam, pa ne vem kaj, to bi bilo čez mejo. Sam, če pa je nek tak spoštljiv odnos na neki distanci, a veš, ampak še vsem prijateljsko, se mi pa zdi tako, zakaj pa ne. A veš, poli se mi zdi pomemben kontekst, kako je bilo med vajnim odnosom, kako ste se razšla, vsaka situacija je zelo specifična. Ampak jaz sem tako, pač bivši je bivši, ne glede na to, kako se ti razideš, a sta pol pač še ostala prijatelja in meni se iskreno zdi, da ti še vedno ohranjaš potem nek stik, se pravi s to osebo, ki si imel nek intimen odnos, to se mi pač ne zdi okej. To je tisto, kar mene moti. Štekam, ja, mislim, a veš kaj, vem, ampak zdaj, tukaj pa res težko govorim tako na podlagi lastnih izkušenj, samo zato, ker jih zares tako nekaj nimam, pač recimo jaz nisem kolegica z bivšim, moj fant ni kolega s svojo bivšo, a veš kaj hočem pač povedati, tako da nimam zevno, jaz zdaj tako sam probam nekako v teoriji govoriti, kako se meni zdi pa na podlagi te moje kolegice, recimo, ki sem prej primer imela, imam pa en tak primer, da moj lik bivši pač tako, ga nekako smatram za bivšega, ker sva nekaj časa dost imela, pa tako bila so zaljubljena pa to, ampak on je bil recimo kolega svojo bivšo, ne? Ampak mene ni motil zares, ker jaz tudi tako, ne vem, jaz sem tudi nisem ljubosumen tip človeka in tudi ne bom nesigurna, dokler mi ti ne daš razloga, da sem nesigurna. A veš kaj mislim, in kaj on meni to povedal, sem tako, okej, cool. Pa že sem ful tako, jaz sem ful
Mislim, a veš, kakšna je bila situacija pri meni? Se pravi, meni je moj zdajšnji partner, mi je pač povedal, mi da, ko so začela, rekel, jaz sem bil pač s to punco, 3 leta, to je bila moja prva punca, sva se rašla tako čisto prijateljsko, kakor si ti rekla, in sva še vedno v stikih, tako v smislu, on je to meni predstavil, kakor da se one dva, slišta enkrat na leto, glih tok, da pač malo catch-upata. In mene takrat, na začetku, me to ni motil. Pa se prav spomnim, enkrat je ona njega klicala, ko sva bila midva, jaz sem bila glih pač takrat pri fantu in ura je bila, 11 večer, midva sta gledala en film in ona njega kliče. In on se njej tako čisto casually jav in sta bila na telefonu preseženti stara 45 minut, medtem ko sem jaz tam zraven sedela. Razumeš, meni je bilo tako bedno in se mi zdi, da od takrat naprej, ko je on njej povedal, da ima mene, da enostavno ni bil več njun odnos isti. Ona je njega konstantno kontaktirala, konstantno pošiljala neke stare slike, da ga pogreša. To je drugače, to je slabo. Res se je videl, da ji gre v nos to, da sva bila pač midva skupaj. In mene na uni točki postalo res neprijetno, zaradi tega, ker se mi zmeri zdi, da je v tej situaciji en člen, je nekdo, ki nekoga ni prebolel, zato ohranja ta stik. In jaz zdaj ne pravim, da je moj fant takrat ni prebolel, ker on je meni rekel, jaz sem pač njemu dala izbiro, sem rekla, sorry, jaz se počutim kot eno tretje kolo, ne rabiš je skenslati, ampak če je pa boš si, jaz ne želim biti več v tem razmerju. Ne bom pa nič jezna, če ti njo zbereš, samo pa en zdaj povej, ker jaz se ne želim v tem začaranem krogu. Pametno. In je on meni tako res je rekel, ne želim se z njo biti v lifeu več, absolutno se pa strinjam, da ni prav, da sem pa v kontaktu z njo in tudi vidim, da ona več kot očitno še ni mene prebolela in je pol pa takrat skenslil stike. Ampak, a veš, zmeri je pa neki, ali si ena oseba želi neki, upa, da bo kaj, da bo obnovila stike, a veš, po drugi strani pa tudi, če ne, še zmeri ne moreš biti z bivšim friend na isti način, kot sva recimo mi dve. Ali pa kot si ti z enim svojim moškim friendom. A veš, ne more biti nikoli isto, ker so bila tukaj ena čustva, ker je bila tukaj neka globina in ne moreš tega človeka isto nikoli gledati. To je res, to je res. Sej to, a veš, kaj pri meni kdaj je problem? Jaz sem res kot pravim, jaz sem nisem ljubosumna oseba, tako sploh, in pol kdaj kar težko se uživim v to, jaz kar gledam, kaj pa je to tak big deal. Sem se pa, kaj za nazaj pomislila, glede tega bivšega, ki ni bil bivši, pač on isto tako, ne vem, je tako, sta hodila na pijače, pa tako v smislu, je povedal recimo zame pa to, ampak ni bila ta punca, nisem dobila feelinga, da je ona toksična ali pa tako kaj. Sem se pa spomnila, da je pol ona nekega resnega dobila, nekega partnerja in pol je pač prekinila stike z njim, zato ker pač temu partnerju ni bilo prav to, totalno razumevajoče, in pol temu mojemu fantu to ni bilo prav. No, klej se moraš pa vprašati, je mogoče on gojil sej to. In pol sem nekako s časoma prišla do zaključka, da verjetno da je. Pač zmeri je neki, sej ti pravim, zmeri je neki, ali ena stran goji neka čustva oziroma še vedno neka upanja, da bo neki. Sej to, Pa tudi če ne, je pa, a veš, sej jaz recimo zdaj, če bi šla s svojim bivšim na kavo primer, jaz si ne bi, v lifeu se ne bi želela imeti nič več z njim. Pa ne zato, ker bi bil slaba oseba, ampak pač se mi zdi, da mi dva res skupaj ne bi bila kompatibilna. Sam še vedno bi bilo pa tako malo awkward, veš, malo bi bilo une tenzije, ker te sploh ne znam opisati, ker imaš neko zgodovino in te zgodovine pa ti ne moreš iz glave zbrisati. In ne vem, če bi bilo glih to pa ne prav, ampak mogoče fair do mojega partnerja. Imaš prav, Mogoče iz tega vidika, iz respekta. Veš, ka to ni nek crush iz osnovne šole, ne? Sej to, To je globje, no. Sej to, pač jaz kakor sem rekla, jaz sem prej mogoče tudi posploševala zaradi te situacije od te moje kolegice, ker pač kakor pravim, res sta se razšla na tak način, da sta bila tako že, preden sta se sploh razšla, sta bila sam frenda, ampak to je zelo specifična situacija in je tako mogoče ena in a million. A veš, kaj mislim? Načeloma je pa ponavadi zmer verjetno malo bolj jaka. Ona dva na tisti točki nista ne čutila nič, nobene privlačnosti, nič, sem pač vse je sam zbledel. Jaz tudi ne pravim, lahko se to da. Mogoče je tudi meni to malo težko razumeti, zaradi tega, ker res nisem tak človek, da bi moja čustva oziroma moje spomini lahko razbledeli. Spomniš se, kako si se ti nekoč počutila s to osebo. In to je res drugače, to se pa moram strinjati. Pač to nekako stane s tabo. Te spomini. A veš, kaj mislim? To se strinjam. In iz tega vidika mi to ni, ne. Poleg tega ostati prijatelj oziroma ostati v stikih s svojim bivšo, se mi tudi ne zdi glih najbolj pametno. Se mi zdi, da tudi, veš, sam sebi ta proces prebolevanja si nekako podaljšaš oziroma utežiš, vse skupaj. Zdaj odvisen spet, kako so bila močna to čustva. Zdaj ne govorim, če si bil skupaj. Jaz recimo, kaj sem primer, ne vem, jaz sem imela tudi, moj prvi fant, tam srednja šola, isto tako,
ne vem, sploh nisem bila toliko zaljubljena vanga, iskreno. To je drugo. Imaš drugačne tipe razmeri, tudi drugačne tipe ljudi, eni bodo Až ne moreš tudi poslušati pa reči, joj, ta globina ostane. Kaj pa, če sploh ni bilo globine, veš, kaj mislim, kaj pa pol? Jaz ne govorim zdaj v nekih takih primerih, ampak pravim tako, pa v nekem primeru, ko sta se imela dva človeka res rada in gojila močna čustva en do drugega in je bilo to neko trdno razmerje, pa v tem smislu se mi pa to pač ne zdi prav. Se strinjam, in tudi se mi mogoče zdi malo, ne svaljena, ampak ne vem, tako pismo, pa nisi, ne ostaneš v stikih s svojim bivšim, zaradi tega, ker si ta proces hilanja podaljšaš. Mislim, veš, to je tako, kot da imaš neko rano na roki in če se boš to rano drmal konstantno, bo rabila dlje cajta, da se cel. Če pa ti pustiš, se bo pa hitreje zacela in isto je pa z temi stiki bivšim in bivšim, ampak to je zdaj spet nekaj čist drugega. Skratka, ali so bivši lahko prijatelji zaradi mene ali so bivši lahko prijatelji in imajo enega drugega, oziroma so že z nekom drugim razmerju, bi pa rekla, da absolutno ne, to je zelo grdo, zelo nespoštljivo, razen če se vsi upleteni tukaj strinjajo. Pa da je res ena taka specifična situacija, kot pri tej moji prijateljci. Sam kakor pa pravim, jaz pač nimam take izkušnje, nisem frenica z bivšim moj fant, ni tako da, nimam te drame, kaj mislim, Bog ve, pismo, sej Bog ve, kako bi se spočutila konec konca. Da je tudi zelo težko neki ful dobro razumeti, če ti tega sam ne doživiš. Če sam ne doživiš, jaz po mojem zato, ker sem to doživela in me je to prizadelo. Mi je bilo res jaz ti pa pravim, glede unga mojega bivšega, ne tista, veš, recimo, isto tako, ne vem, sploh, mislim, ni me nikoli zares prizadel to, da je on tako pač bil malo užaljen, ker je ona prekinila stike, ne vem, tako, mogoče sem bila, kar se tiče tega, spet hladna na nek način. Nisi sploh nič pomislila, da je to mogoče nek red flag ali... Mislim, ne, zato, ker vse ti pravim, jaz sem fuluno... Delusional. Thanks, that's me, Mrs. Delulu, ne? Ne, ampak ti to res ni bil red flag, ne se bom dala to vrno. Pač jaz sem bila, koliko sem bila to tudi stara, 18 let. Aha, pa si je oprošteno. Razumem, pač mula si bila. Jaz sem bila mula, jaz sem bila naivna, sem bila tudi na nek način mogoče, ne? V glavnem, tukaj bo to debato kar zaključili, ker se obe dve strinjava. Ali sem kretenka, če izpustim božično večerjo, ker mi je mami praktično rekla, da sem sramota za družino, ker še nimam moža in otrok. Torej, napisala mi je pa to, zdaj to pač prav screenshot je priložila od SMS-a. Prav to. Ja, to je mami ni napisala, se pravi. Ne zameri, ampak čas je za malo trde resnice. Naredila si napako, ko si šla narazen z Janezom. Saj vem, da ti ni bilo všeč. Spet Janez! Pač ja. Kaj s tem Janezi? Sej vem, da ti ni bilo všeč, kar je počel, ampak da ga pustiš, zaradi tega je bilo malo pretirano in neumno. Zaenkrat si na točki, ko imajo vsi družine, tvoja sestra, tvoj brat, bratranci, a te ni sram, da si edina brez, a te ne osamlja, prestara si za cimre, čas je, da odrasteš, ne streljaj glasnika, ljubica, samo za razmislek sem ti to povedala. In pa ona reče, jaz stara 35 let, samska sem 3 leta, bila sem zaročena, ampak moj bivši se je šel ene seksualne foreplaye s folkom v video igrcah, totalno me je zlomilo. Bila sem na terapiji, pa sem spoznala par tako fantov, ampak nič resnega. Mami tega še nikoli ni rekla do zdaj in način, kako je rekla, ne streljaj glasnika, pomeni, da je cela družina v bistvu to debatirala za mojim hrbtom, ona je bila samo tista, ki je bila določena za to, da mi to pove. Ne bom se vozila 2 uri, da sedim z ljudmi, ki mislijo, da bi mogla ostati z nekim ogabnim prevarantom, samo zato, da imam lahko družino. A pretiravam, če ne grem na večerjo, je prehudo, sem preveč prizadeta, ne vidim slike malo bolj realistično in iskreno, kdo bi to sploh rekel svoji hčerki? Imam dobro službo, izobrazbo, prijatelje, hobije, svoje stanovanje, skoraj odplačan avto, mačka imam. Zakaj je edini kriterij to, da moraš imeti moža in otroke? Ne vem, jezna sem, prosim za mnenje. Zdaj, tako, čisto to je, mislim, da zdaj že tretja epizoda, mislim, da smo v vsaki epizodi do zdaj komentirali toksične družinske odnose. Ja, to je noro. In koliko se to ponavlja lih pri teh prazničnih zgodbah? Vzorc je identičen. Vzorc je identičen. Noro. Tako smo v bistvu bili istega mnenja. Se pravi, da ne glede na to, a je to tvoja družina,
ali so to neki znanci, ali kdorkoli, pač tudi oni so lahko toksični. Ja. In prav je, da take toksične osebe ali kataš off, oziroma postaviš mejo. Tukaj spet ni vprašanje to, ali sem jaz kreten, nisi, ampak bi se pa mogoče sam dotaknila te teme glede otrok pa družine. Ker se mi zdi to tudi tako za ženske, ta neka pričakovanja, pritisk, da moraš ti imeti otroke pri določeni starosti, pol, ko te primerjajo z drugimi, oni pa imajo že vse, ti pa še edina, ki ni. Koga briga, to je moje življenje, to je tvoje življenje, mi po svojem tempu gremo, vsak ima svoj tempo in nič ni narobe s tem. In jaz dejansko še danes v bistvu tako ne razumem. Imam tudi eno kolegico, ki mi je zadnjič rekla, da se tako ful primerja s svojimi prijateljicami, ker imajo vse že neke družine, vse so poročene, ona edina še ni. Evo, meni pa to nikoli ni padalo na pamet, da bi se tako primerjala. Ne, se to je grozno, zaradi tega, ker sem imela tudi enkrat, sem imela enkrat, pač imam eno kolegico, ki tudi je, ne vem, stara malo čez 30 in jo je tudi, vem, da jo je stiskala takrat, ko so recimo njena generacija, ali se je poročila, ali je imela bejba otroka, ali kakorkoli družino in jo je malo stisnila. Zdaj je tako, jaz mogoče o tem še ne morem tako govoriti, ker jaz sem vsem stara 25. Jaz sem 27. Ja, ampak vsem, to je ful mlado, ko boš pa ti mogoče, ne vem, 33, 34, pa boš brez otrok družine, takrat se boš pa začela mogoče malo sekirati, ampak spet, a veš, Nina, jaz pa mislim, da klej si pa ti mogoče malo drugačna, ker vem, da kakor sva se pogovarjali, si reka, da otrok ne, mislim, da se ne vidiš zaenkrat? Zaenkrat ne. Pa tudi poroke? Ja, tudi ne, ja. Jaz nisem nikoli bila tisti tip človeka, ki je ful fantaziral, tip ženske mogoče, ki je fantaziral o tej svoji poročni obleki in vsem tem slavju in to. Mene to nikoli ni privlačalo in še zdaj me zares ne. Tudi mojega fanta zares ne, pač on je tako, če bi se jaz hodila, mislim, tako se le ne rečem, nikoli ne rečem nikoli. Vidim čar, nisem mu totalno proti. Tudi, ko se kdo poroči, jim je ful lepo videti, tudi kakšno solzico spustim dejansko. Sem jaz sem romantik. Sam pač ne vem, enostavno to me nekaj ne privlač. Isto je otroci, ne čutim tega nekega materinskega instinkta. Tako enostavno, ne vem, saj zaenkrat ne, spet ne zapiram nobenih vrat, nikoli ne reci nikoli. Pač ti boš šla na teta. Ja, zaenkrat se tako vidim iskreno. Ki bo prinesla ona najbolj huda darila, največ keša boš imela, ker tega itak otrok nač na požaru. Tako in jaz bom, tako teta. Saj zaenkrat se tako vidim. Ampak to ni nič narobe. Pač to hočem povedati, da ta stereotip, da ženska pa mora imeti familijo, otroke do unga pa unga leta, ali ne vem kaj pa to, kje je to zapisano? Mislim, nič je narobe, če dalje več otrok, mladih se odloča, da pač ne vem, ali grejo malo kasneje v te poroke, pa v otroke ali kakorkoli v družino, ali pa pač ne in spet s tem, da se mi zdi, da eni tudi zelo forsirajo. Koliko sem jaz tako že tudi žensk spoznala, ker so sam forsirale to, da bojo neke mlade mamice, hodile so biti mlade mamice in so, ne vem, bile s fantom 2 leti imele otroka in evo, zdaj so pa samske, nekako se ni šlo, ker so enostavno forsirale nekaj in ne obžalujejo to, da imajo otroka. Itak ti, ko imaš enkrat otroka, tudi jaz verjamem, da če bi imela otroka, bi ga imela najraj. Ja, jaz verjamem, da bi imela otroka najraj. Jaz imam drugače, sem zelo ljubezniva oseba. Sam zakaj forsiraš ene stvari? Veš, zakaj? Zato, ker družba tako pravi, da mora tako biti. In to je najslabše, ker na koncu otrok trpi. A veš, in poznam tudi v bistvu eno, Lizanč mi je ena, ne bom povedala kdo, pač ena oseba mi je razlagala, da ni hotela imeti otrok, pa da je njen partner hotel imeti otroke in da ga pač torej zdaj imata. Zdaj fant je sicer že odrastel pa to, ampak da če bi šla nazaj, ga ne bi imela. In to sem jaz prvič slišala, da je dejansko, pa ne obsojam, totalno v bistvu sem zelo vesela, da sem končno slišala eno osebo, ki je rekla, lej, nisem ga hotela imeti in manj ga najraj ima svojega otroka na svetu. Sam je rekla, da ona ni una mamca sta mamica, tako čut se malo ta, mogoče njena hladnost na nek način. In prav, da ona sicer, glej, ga podpira, nudi mu ljubezen, je tam zanj ga pa vse, sam on še vsem čut, da nekaj ni in je tudi v bistvu na nek način nek mami in sinko in kadarkoli ga ona tako malo čuden pogleda, ker ima, ne vem, ona slab dan konc koncev, bo on to kuj osebno vzel in bo tako kuj, kaj pa je narobe, kaj pa sem naredil. Ker otrok čuti te stvari. In zakaj bi se ti pol forsiral v nekaj, če ti tega ne čutiš? Zato, ker se pričakuje od ženske, da ima otroke. Ali pa zato, ker tvoj partner to hoče. Točno to, ja. Meni je to itak iskreno svalen. Mislim, ker to je tako, ne, se mi zdi, da tako, če dalje bolj tretiramo te stvari kot ne samo nekaj samoumevnega, ampak nekaj, kar je tako, pač mislim, otrok je velik strošek, pa ne samo strošek, pač to je zelo, zelo velika odgovornost. Ti moraš biti psihično
pripravljen, moraš imeti pač stvari tudi pošlihtane v glavi, da imaš lahko enega otroka, moraš biti finančno stabilen, da mu lahko pač zagotavljaš neko normalno življenje. Isto pri poroki, pa to ni kar nekaj, veš, to ni kar sem zdaj poročila, pa če bova šla čez 1 leto ali pa pol leta narazen, jebi ga, se ubijeta. To so ful veliki koraki v življenju. Tako da meni se zdi zelo pametno, da to v bistvu, da razmišljaš nekako na nek način, tako kot jaz, ne da si rečeš, ok, ne nočem jih imeti ali nekaj, kakorkoli že. Mislim, kakor pravim, jaz nisem rekla, da jih nočem imeti, samo da pač zaenkrat se res ne vidim in hočem k temu pristopati res zelo samokritično, pa res hočem biti prepričana, da je to res nekaj, kar res hočem zase, pa da hočem tudi konec koncev otroka pripeljati v ta svet, ki iskreno mi zgleda skozi hujši pa slabši. A veš kaj, to je odgovornost. Ja, in kakor si ti rekla, eni ljudje gledajo na to, kakor, malo bom imela otroka, kot da si malo tako kupaš eno tam igračo. Zdaj sem v 20-ih, meni je to v bistvu ful fajn. Pa res bom dobro zgledala kot mlada mamica, res bom milfica bom. Vozičkale na kavice in kakšna je to mentaliteta? To meni deluje zelo nezrelo. Meni je v bistvu veliko bolj zrelo to, da ti... Če vidiš, da nisi pripravljen, če čutiš, da nisi pripravljen, da rečeš, ok, take odgovornosti ne bom prevzel, ker ne bo en drug človek tukaj zaradi mene trpel. Kakor pa to, da se silaš v neki, samo zato, ker ne vem, družbeni standardi to pričakujejo ali pa tvoja mami doma to pričakuje. Mislim, to pa je bilo neodgovorno. Točno to. In isto, kad ti tako rečejo, ja, otrok je največji blagoslov, to je najlepše, kar se ti lahko zgodi, ampak iskreno jaz tega res ne čutim. Saj zaenkrat, če mene vprašaš, jaz tega ne čutim. To imajo pač, veš, eni ne in nič ni narobe s tem, samo pač ne moramo pa mi ljudi, ki tega ne čutijo, zdaj forsirati, ti pa moraš to čutiti, moraš imeti otroka, moraš biti to pa uno tretje. Mislim, to je pač totalno svaljeno. No. Tako da zato mi je bila ta zgodba tako zanimiva, ker načeloma spet toksična družina, kakorkoli že sam, ta koncept žensk, otrok, vsega tega mi je zmer tako ful zanimiv, fascinanten in zanimiv mi je, koliko se ženske dejansko tako kdaj obsoja, zato ker ne vem, čakajo ali pa ker nočejo ali pa ne vem, ker se zato so narejene na nek način. Ali je pa to, da ima prestara otroka. Zmer je nekaj tako. In potem se tako prav sprašujem, mislim, kaj pa je pol zate idealna starost oziroma neko življenjsko obdobje, ko ima ženska otroka. Mislim, tako, ker jaz sem zdaj stara 25, Nina je 27 in tudi jaz se niti približno, mislim, sem imela obdobje, ko sem si res želela otroka, sam če pa tako realno pogledam, ne, a sem jaz finančno zdaj sposobna preživljati otroka. Ja, in to je toliko odgovorno od tebe, da tako razmišljaš, ne da se kar neki podajaš in da bi se sila samo zato, ker je pač to zdaj, ne vem, ker če ne zdaj, kdaj pa. Ja, točno to pa. Pač, nisi na točki svojega življenja, ki bi bila ti sploh sposobna skrbeti za otroka. Še samo zase. Točno to, ja. Pač in pač bodimo iskreni, ne? Ja, tukaj se res strinjam in ta pričakovanja, ki jih imajo v družbi in pol tudi familija in to, jaz bi... Kaj ti svojo familijo, pa ne samo zdaj za Božič, ko si reka, ok, ne sploh pridem za Božič ali ne, mislim, valjda, da ne. Tudi tako naprej neki te drugi dogodki, družinski in rojstni dnevi. Ja, eno jasno mejo postavil. Ampak da te pa tako blatijo. Pa to, da se dobesedno za tvojim hrbtom in da se tvoji mamici zdi normalno, da ti to napiše, pa da ti reče, da te ni sram. A tebe ni sram. Pa, a veš, kaj je meni še tako, ne? To glede tega njenega partnerja, ne? Se pravi, on je njo, ne vem, kaj vse je naredil, definitivno ni bil glih najbolj fair do nje in mami to ve in namesto, da bi ona tukaj podprla svojo hčerko, je ona zdaj učita to, da pač, ne vem, bi ga pa mogla vseeno vzeti nazaj, pa mu te stvari oprostiti, pa ne vem, kaj mislim, kakšen support, kakšna opora si ti potem svoji hčerki tukaj. Mislim, po moje, da je še celo ta punca v komentarjih nekaj napisala na foru, da je njena mami rekla, kao, da pač pri tipih tako je, da se jim po nesreči. Sorry, to mi je pa tako, pač prav ogavno mi je. Tako, kje so pa tvoji moralni standardi dejansko? Ja, sej to, pač halo, mislim, pa za njenim hrbtom se o tem pogovarjali, vse sem slabo, tako da po moje lahko le sam potegneva črto in rečeva, da če imaš kakšne take družinske člane, postav mojo, reč dosti je, ker noben se nima pravice tako obnaša do tebe, pa če je mami ali pa ne vem kdo. Ja, točno to. Zdaj pa, greva na malo bolj zabavno tematiko. In sicer na igrico Sem nisem, ki smo jo imeli že novembra, ampak sva zdaj naredili neko tako božično edicijo. To bo res tako, zelo bo na hiter, kratka bo, ne bo taka, kakor vnaprejšnja. Ampak poglejte tisto novembrsko, ker je ful zabavno. Vam bo všeč. Sočne zabavne zgodbe. Let's do this. Zdaj pa greva. Ja, Nikoli nisem odprla darila predčasno.
Nisi ga, jaz sem ga skozi. Res? Jaz jih skozi. Jaz že zdaj, Pavel mi je kupil za Miklavža, mi je kupil eno darilo in sem ga en teden preodprla. Ker nisem mogla čakati. Pa imaš to nič presenečenje. Ampak če bo meni en rekel, jaz sem ti kupil zdaj darilo za to pa to, jaz ga bom hotela takoj videti. Ne, ti moraš me reči na dan, ko mi daš darilo, evo ti darilo. Drugač, to je res. Drugač, to je tudi res. To tudi meni, kdaj Martin reče, tako jaz sem ti pa že naročil, jaz sem pa že vse. In meni tudi tako, ker malo srbi me, praska me, da bi šla dejansko odgledati njegovo search history, veš, pa tako pogledala, kaj je naročil. Sam pač se zadržim, zato ker unaš vse. Tako tudi veš, tako vem, da tudi, ne vem, njemu recimo ful pomeni, da me to preseneti in tudi njemu nočem uničiti tega. Veš, bolj se mi gre v bistvu me bi zanga, kakor zase. Sam pol niti pa ne pove toliko naprej, da ti je. Jaz sem tako excited, da veš, ker je to vesel in je cute. Vem. Ok. Nikoli nisem postavila novoletne jelke več kot mesec dni prezgodaj. Ne, nisem. Pismo, jaz pa mislim, da sem. Dejansko, več kot mesec dni prej. Ja, ma veš kaj je, jaz sem res božič fanatik in meni je tako, november je zame ful tak pust, depresiven mesec. Ja, to je res. In a ni fajn, da imaš tam eno smrekco, svetlečo, ki ti vsaj malo veš, ta mood. Jaz pa vzamem nazaj, meni pa november ni tako pust. Zato, ker tako, november je Martin ima rojsten dan, recimo novembra, pa tako v pričakovanju si na december. Ja, sej zato pa postaviš prej smrekco, da si pričaraš to. Ne, zato ker je že to meni je že to dosti, da vem, da december prihaja in sem excited. In meni je januar veliko. Tako da jaz veš, kaj jaz naredim. Vsaj pri nas doma je bilo tudi zmer tako, da pač smo postavili dosti pred zdajci smrekco, tako bolj v en teden pred božičem. Pa ste jo pa pustila, ne? Pa smo jo pa pustili pa zavlekali do februarja. Ne, jaz sem jo pa takoj pospravila. Ker meni je bilo tako, ker januarja, sej meni je božična smrekca ful fajn. Sam kvane se zdaj veselim januarja, pa gledam božično smrekco, ker vem, da nobenega darila več na odspodi. Jaz imam februarja rojsten dan. Aha, in da, meni je dober. Kdaj ti pol da kdo darilo za odspodi? Ne, zares, ne, to se nikoli zares ni zgodilo, ampak tako še vsem, jaz se nečesa veselim. Ja, to in pač super. Ta smrekca, te lučke tako nekako hranijo to vzdušje, ker zunaj je temačno in depresivno in zakaj ne. Ja, ok, fair. Nikoli nisem zaspala pred polnočjo 31. decembra, se pravi za novo leto. Ne, nisem. Ja, pa kako? Pa nisem bila pjana, nisem bila tako ubita ali kakorkoli, sam pač enostavno, jaz sem tak zaspanc, jaz večer ful zgodaj ratam zaspana in tudi zdaj sem že ful zaspana. Tiska Martin. Res, ne morem in pač me je zmanjkalo, nič ni bilo tako, ampak itak kva, nov let, ja. Še 100 jih bomo imeli, kaj me briga. Jaz drugače na novo leto, tudi nisem eden tistih ljudi, ki gleda na novo leto, wow, zdaj pa to res treba praznovati, sploh zato, ker se mi zdi, da v zadnjih letih se ful dogaja to, da se vsi konstantno nekaj primerjajo, tako kam boš šel pa ti za nov let? Jaz grem v Beograd, najeli smo ne vem kaj vse, jaz grem v Banja Luko, jaz grem v Prago. Veš, tako da se folk primerja, kam bojo šli žurat, pa kje bo najboljša žurka in pol objavljajo storije in une bolte snemajo in kao fuljaki. Jaz sem pa tako, ne, pač navadno, žurka ko žurka, en dodaten izgovor, tako ne gre se sploh več za to, da praznuješ nek nov začetek, ampak za to, kdo ima boljšo žurko na tej točki. Točno, kdo se ga bolj napije. Se mi saj zdi, za marsikoga je tako in meni to kar nekaj postavlja. Mislim, meni tako, pač meni highlight novega leta mi nikoli ni bil alkohol, pa to, da se ga mi tam napijemo, ampak iskreno pač tatarski biftek. To je bil highlight mojega novega leta in tega se tudi ful veselim. Ona je tak foodie. In meni je pa čisto vse, mi je, razumeš, koliko flaša ima tam. Če sem jedla kdaj tatarski biftek. Nisi jedla tatarca? Po moje, da ne. Na toastu. Topu, ne, zdaj sem lačna ratala. Veš, kako sem jaz lačna, Nina. Zdaj bi nekaj naročila, zdaj bi ta tatarski biftek naročila. Ne vem, če sem, mislim, drugače jaz doskrat ga kupam v štacuni. Pač v trgovini ga kupaš, vzameš si obvezno bele toaste, maslo oziroma puter in potem si spečeš toaste. Namažeš puter, pa gor tatarca. Ok, v redu je, dej, a bom še bolj lačna, no? Veš, kako sem v redu je. Ampak ja, drugače pa, sam še ena stvar glede novega leta, jaz pa nikoli nisem prej zaspala, zato ker jaz sem pa ful nočna ptica, jaz pa lahko ful dolg časa bdim. Po konci. Ja, in jaz sploh, če se nekaj pričakuje, malo če se družimo z ljudmi, ali če kaj gledam, tudi kakšen film, serijo, jaz ni šans za zaspim. Ne moreš zaspati, ok. Nikoli nisem ponovno podarila darila, ki sem ga dobila jaz. Evo, tega pa nisem. Jaz tudi ne, ja. Ne, tak pacek pa nisem. Ampak, a nismo li zanč se šle to igro, pa smo rekli, da sigurno sva to vsaj enkrat naredili?
A nisem ki glede daril rekla? Mogoče tako v smislu čokolade. Ja, čokolade, sej to sem jaz spali izrazila v prejšnji epizodi. Ja, čokolade, to ja, ampak tako prav, da bi pa dobila eno celo darilo, ne vem, tako prav nekaj specifično, da bi jaz to regiftala oziroma dala nekom naprej, to pa ne. Pa jaz tako tudi čokolade nisem specifično regiftala, ampak je bila bolj, ne vem, fora, da smo bili doma, pa sem bila z mami, pa sem bila mamic, da ti poje to. Pa ti pač ni bila to dobra, ali pa itak skup živimo in je tako, kada je za nas vse na nek način. Ker je čokolada, ne, nam je sam jaz jedla. Okay. Nikoli nisem kupila darila zadnji trenutek 24. decembra. To se pravi, to je na božični večer. Ne, nisem. Pismo, jaz tudi to mislim, pa prav to pozam pa ne. Sem že tako, kakšne 2 dni prej, 3 dni tako, se tudi letos verjetno bom, ampak ne, prav na božič to pa ne. Jaz tudi po mojem, da ne. A razen, če je bilo tako, veš, da sem bila neki last minute, zadnji moment povabljena na neko zabavo oziroma na neko božično večerjo. In nisem pričakvala in sem pol na hiter pač mogla neki, ampak prav tako, da bi pa ne. Čeprav veš, kaj smo pa letos rekli? Letos se je mami, pa ni dvomim, da se je ona tega spomnila, jaz prej mislim, da je to nekaj na TikToku videla, ampak ta Secret Santa. Cute. In bomo po mojem žrebali, se pravi, vsak bo dobil enega in bomo pol, ne vem, imeli neko darilo, budget do, kaj se jim, 30-40 evrov. In pol si moramo to pač podariti, ne? To je zelo nice, pa tudi zato, ker se mi zdi tako, ni wasteful, veš, kaj mislim, kaj si bomo vzeli kakšna draga darila. A veš, da ne rabiš vsakmu, ker pol rabiš vsakmu posebej in pol imaš kar naenkrat 100 daril, ne, tukaj imaš pa prav eno specifično osebo in samo to obdariš in tako v bistvu to je res kar lepo, sam se mi zdi, da je pomembno, da je tako velika družina, ker tako, če ste sam 4 ali pa 3. Ne, sej, po mojem bomo šli zbrav jaz, mami, brat, od brata. Pač nekaj vas bo. Ja, nekaj nas bo. To je zelo nice, ja. Tako da ja, evo to. Okej, tale. Nikoli nisem zgubila živcev na božični večerji. Sem. Ne vem, mislim, jaz tako, sem pa nisem. Ja. Nisem prav tako, da bi se na nekoga tako zjezila, ampak sem mogoče v smislu, da če sem imela res velika pričakovanja za hrano, pa je nekdo skuhal za nič. Pa ta tvoja hrana. Pač prmaši se zmer vrnemo nazaj k hrani. Ne, to je tako smešen. I love it. To je res, pač, ker pri nas doma smo imeli tako zmeri taka dosti velika pričakovanja in pol je mami kar, a veš, kar na TikToku je nadla neke glupe recepte. In pol eksperimentirala in ni bilo dobro. In je bilo za nič, če sem lahko pa kako lahko za božično večerjo en dan v letu, ko hočem dobro jesti. A veš, a mi lahko prosim ne pokvariš tega, tako da mogoče ja. Kaj pa ti? Ok, fair enough. Sej, jaz drugače tudi moram, sej to razumem, jaz isto, če ni hrana dobra ali da se nekaj veselim hrana, jaz bom isto slabe volje. Pa sej cenim, da se človek potrudi, sem tako po drugi strani, pa ne moreš si pomagati malo, kaj slačen. Pač imaš pričakovanja, pa ne samo, sem pričakovanje imam, da dobra hrana. Drugače pa meni pa tako, jaz sem kar kolerik, jaz znam hitro tudi jezna in pol tako, sploh, ker nas je veliko doma, pa tako, en primer je tak, ker sem ga v bistvu že, a sem ga v prejšnji epizodi povedala že v tej? Mislim, da v prejšnji po moje. No, če slučajno niste poslušali, pač moja teta je imela en komentar, ker sem imela neke probleme z aknami in pač mi je imela nek komentar na foro, da bi mogla eno kremo začeti uporabljati in če je kadarkoli imel težave z aknami, s kožo, ve, da ni ene rešitve, ni enega recepta, ki bo pomagal vsem, okej? Koža se razlikuje, jaz sem vse na tisti točki že probala in ona gre meni tam pametvat, pa vem, da ni bilo zelo namerno, sem tudi način, ko je rekla, je bil tudi rahlo agresiven mogoče in iskreno celotna situacija me je sam toliko razjezila, da sem se sam, malo sem bila jezna in pol je bilo ful smešno, drugače tako, če si to gledal, če bi to gledal kot nek outsider, bi po moje samo vzel kokice in tako samo pozval, pa se smejal, ker to smo se vsi pol začeli drug čez drugega pregovarjati in je bilo tako smešen, ful je bilo smešen. Pa tako drugače zmer, ko pomislim tudi na Božič, pa na te stvari, zmer pomislim tudi na, a si gledala Gossip Girl, kdaj? Škoda. Ne. No, če ste gledali Gossip Girl, pol veste, tam so prazniki ikonični. Tam točno to prikažejo, to družinsko dinamiko. Vsi čez enega, ja. Ful je fani, moraš gledati. Nikoli nisem na novoletni zabavi poljubila nekoga, za katerega sem naslednji dan to obžalovala. Ne vem, pismo, mislim, ker tudi res nisem imela takih norih. Jaz tudi ne. Se pravi, jaz za nov let tudi nisem, ne vem, nikoli, ne vem, bila navdušena na tem, da bi ne vem kam šla žurat, pa to nimam teh izkušenj, iskreno. Mislim, ali je bilo intimno doma, ali smo šli, enkrat vem, da smo šli z eno kolegico tako en lokal, čisto random, nič fancy, sam tako malo hangat, tako da nikoli nobene take izkušnje. Jaz tako, a veš, ko za novo leto, recimo, ko gledam za nazaj, ko sem bila mlajša, ne vem, v srednji šoli, sem ful, ne cenila, v bistvu sem ful hotla in sem imela neko predstavo, da novo leto je neka žurka. Ja, vem, takrat moram iti ven s frendi, da moramo piti, da moramo ne vem kaj. In zdaj starejša, ko sem bolj
mi v bistvu sede in bolj cenim, da ta čas preživim ali s familijo, ali z nekimi prijatelji, ampak ne tako v enem klubu ali nekje, da tam pijemo, ampak tako, veš, da imamo neko večerjo, tatarski biftek spet in ne vem, veš, igramo neke družabne igre, ne vem, mal vinčkamo, veš, da ni tako noro. Se strinjam. In tako bo letos, tako da se veselim. Pač fora je, da jaz delam na Radiu 1 za Silvestrovo, tako da če takaj, pa glasbene želje sprejemava z mojim sovoditeljem, tako da spremljite in bomo dejansko imeli tam, si bomo svojo žurkico naredili. Nič over the top, ampak tako intimno, cute in dejansko mi prav sede, da bom tako voditeljica za Silvestrovo. Pa da bo pač definitivno bolj intimna žurka. Ja, jaz pa isto to komentar glede novega leta. Jaz isto v srednji šoli mogoče sem imela tudi neka pričakovanja pa to. Sam pa se nikoli nismo sploh zorganizirali pa to in tega nisem. Maybe bi tako enkrat sam šla res nekam konkretno žurat za nov let, sam zato, da vidim, kako je. Tako fora, gremo v Banja Luko. Tako, ja, sam to, da dam to čez, pa da vidim, kako je, pa da tudi jaz to doživim in pol dost. Na to fora. Ja, kontam. Ok, zdaj pa še zadnjo, ker mi jih je zmanjkalo. Škoda. Nikoli nisem novega leta preživela samo v pižami. Nisem. Jaz pa sem. Res? Ja. A veš kaj pri meni fora? Pač kot sem rekla, ne delam ne vem kakšnega spektakla za novo leto, nikamor ne grem. Sam tudi, če sem sam doma, tako ne vem, z Martinom, da sva doma, da gledava sam doma pismo na TV-ju, jaz si bom dala eno hudo obleko gor, našminkala se bom in bom sem dela tam v hudi obleki v štiklah po šminki. Jaz se bom zmer zrihtala. There is so sad. To je... Ni žalostno, dejansko je prav fletan. Sam pač ne, hočem se tako, kljub temu, da malo tega vzdušja dobiš. Ja, malo tako pričaram to vzdušje. Razumem, ja. Mislim, jaz se spomnim enega novega leta poraznega s svojim bivšim in to je prav tako fascinantno, da se res tega spomnim. Ne vem, kaj je bilo. Ne vem, ali bi se mogla z njegovo družbo dobiti ali z mojo, ampak nekdo je pač neki last minute cancelov in sem midva ostala sama, ali sva se celo midva neki skregala in sva bila pol tako. In kako sva preživela novo leto? Moj bivši je ful poslušal Čeforiado, Čeforiado, prosti, južnaške muske. Nice. Jaz ne. In potem sem bila primorana tam na kavču pri nas doma gledati v nek Silvester, nek Balkan, ki tam pač poslušaš. Zvezde Granda. Po mojem, da Zvezde Granda, če veš. Meni je bilo tako grozen. Jaz sem kar grozen je bilo. In pa sva šla na balkon naš in sva tam gledala ognjemet in to je bilo to. In pa sem šla spat, da je lahko ugasneš to, ker ne moram več tega gledati. Skratka, to je bilo tako. Ampak, okej, ja, pač se pravi. Jaz ponavadi tudi, če sem doma se, razen če bi prišli frendi ali pa družina, pol bi se zrihtala, sam tam zapavla, ne da se ne bi hotla, sam mogoče bi bilo malo škoda make-upa. Štekam, bi se pa tako, mogoče oblekla, da ne bi bila glih v pižami. Točno to. Ampak ja, super, evo, s tem zaključujeva najno zadnjo decembrsko epizodo. Mi dve vama obe želiva ene srečne, vesele praznike, srečno novo leto, lep božič. Tako je, da boste preživeli čim bolj mirno, varno, predvsem po pameti. Ja, res drugače. Za čim manj družinske drame. Drame, ja, da bo čim bolj fletno. Tako. Tak cajt je res dober, da tako malo se zavedaš, kaj imaš in da to malo bolj ceniš. Ja. In predvsem upava, pa na lepa darila. Predvsem to. Na dobre božične večerje. Na dobro hrano. Predvsem to parmaši, pa na dober alkohol. Tako, prnini. In pa tudi to, da bo leto 2026 boljše, kot je bilo to leto. Ja, definitivno. To leto je bilo tako. Katastrofa. Ne, v bistvu ne, a pa je bilo katastrofa. Zame je bilo. In pa sem videla na TikToku, tako ko je folk objavljal, da so bili tudi oni tako čisto šokirani nad tem letom, da ne vem, kaj je bilo v zraku, neka energija. Dejva še to sam za zaključek. Kako bi povzela to leto s 3 besedami? Oh my god, kaotično. Stresno, naporno. Oh my god, same negativne, niti ene pozitivne nimaš. Meni je bil ta let drag, no, sploh ne znam povedati. Kako pa ti? Ok, zame isto kaotično, se mi zdi, da se je ful enih stvari zgodil, ful enih stvari se je spremenil, tako da je zato kaos. Ampak tako, po drugi strani tudi zelo napredno mogoče. Tako ti si dosti napredovala v tem letu, se mi zdi. Se mi zdi tako v službi nekako, se mi zdi, da sem se dosti premaknila v pravo smer, nekako tako tudi moj cilj mi je malo bolj jasen, tako vse mi je malo bolj se poklopil, tako vem, kaj hočem, veliko bolj, kot sem to vedela lansko leto. Tako jaz res vem, kaj hočem zdaj in to mi je ful dobro. Ja, mislim, da sem jaz letos v takem položaju, kot si bila ti lani. Ker se tiče službe in lani si bila tudi ful zmedena in nisi vedela, res je, ja. Jaz sem pa zdaj prišla na ta položaj, ker sem tudi tako čist
bistvu že kar malo obupana. Ja. Tako da kaotično, napredno, ne vem, je to sploh tako prava beseda. Pa to, kar sem rekla, da so mi stvari razjasnile, to tudi bi mogel biti neki za to prav beseda. Tako, ni clarifying, ampak je... Razodetje. Razodetje, tretja sem rekla 3 besede, nisem zares. Ja, 3 besede, razodetje. V glavnem, to, po moje. Ok, zaključva. Ja, to je to, se vidimo 2026, uživajte, lajkajte, subscribite, followite, supportite, če vam je tale podcast všeč, če sva vam midve všeč. In ja, to je to. Se vidimo. Čau. Čau. A ti to resno?